Lepo pozdravljeni v podcastu Po desnem pasu. Danes je z mano Janez Jože Olovec, lep pozdrav, kandidat v Krškem. Zdravljen. Dobrodošli v Krškem. Zdaj povema, najmlajši podžupan, kako priti v politiko, kako si ti začel, ne? Marsikoga, ki starejši pride sem, ne, ko ga to vprašam, ne, je že neka dolga pot, ne, pred tabo pa malo krajša pot, ampak vseeno že podžupan v bistvu mestne občine. In kak je občutek, kako je vse tvoje delo in predvsem, kako si sploh prišel v politiko in kako je prišel nekaj do tega trenutka. Ni pa to tvoja prva kandidatura, ne, za poslanca? Ne, drži. Ja, dejansko sem bil imenovan za podžupana, sem bil star dobrih 26 let. Kar tiče politične poti, glede na mojo starost, se mi zdi, da je politična pot moja relativno dolga. Začel sem kmalu po 18. letu, leta 2013-14, ko sem se vključil v Slovensko demokratsko stranko, priključil Podmladku, začel aktivno delovati. Kaj me je pritegnilo? Najprej, seveda, ja, oče je bil prej aktiven tudi v krajevni skupnosti, je bil nekaj mandatov svetnik, nekaj mandatov je predsednik krajevne skupnosti oziroma po novem mestne četrti. To mi je dalo neko podlago. Potem pa sam sem bil in sem še aktiven v raznih društvih, posebno v kulturnem društvu Leskovec, v gasilskem društvu Leskovec, na raznih področjih. In ko greš in po Sloveniji in po občini naši, ki je zelo razvejana, ima 155 naselij, začutiš neko težavo tam, ljudje razlagajo to, ti povejo za ta problem, ki je ponavadi rešljiv, če seveda se malo zavzameš in pogledaš, kaj bi v bistvu ljudje potrebovali, in zato se na nek način vključiš v politiko, da bi pomagal, ne. Teren ti da tisto pravo podlago, kaj in kako narediti naprej. Jaz zdaj rekel si, da si tudi ogromno prisoten v, bomo rekli, teh nevladnih organizacijah, ne, seveda kulturnem društvu, športnih, ne, in tako naprej. Zdaj, kak je to na lokalni ravni, ne? Ker zdaj vidimo na te tako imenovane nevladne organizacije v Sloveniji, ala Inštitut 8. marec, verjetno tu niso prisotne, ne? So pa prisotne druge organizacije, ki jim denarja primanjkuje in ogromno je tudi prostovoljnega dela, ne? Tako, Slovenija je po mojem mnenju unikum, nekaj posebnega glede prostovoljnih gasilcev posebno, ki so tudi nevladna organizacija, ampak jih mešajo ljudje z raznimi 8. marcem in zavodom za ne vem kaj, gledanje v zrak. Ja, pa Glas ljudstva, ne. Kaj vse imamo na tem svetu, v tej državi in koliko vse to stane, ne. Na račun tistih, ki dobijo pa manj, ne. Prostovoljstvo kot tako je v Sloveniji dosti razvito, se mi zdi, da treba to čuvati in paziti, da ne bi prostovoljstvo prešlo v profesionalizem, da bi to bilo plačano, ker potem podreš sistem prostovoljstva. Kar tiče gasilcev, v sami Gasilski zvezi Krško imamo 26 prostovoljnih gasilskih društev, kar je kar obsežna masa ljudi, ki nesebično v poplavah, po toči, imeli smo velikansko točo nekaj let nazaj, pomaga nesebično okolje po terenu. Imamo tudi močno poklicno gasilsko enoto, ki reši večino teh intervencij, ampak ob neurjih in večjih požarih in večjih naravnih katastrofah pa zmagajo in dajo vso težo tem pomoči prostovoljnih gasilska društva, ki so po mojem mnenju podhranjena finančno, glede opreme. Nekatera društva imajo slabo opremo. Poznam eno društvo, ki je v naši občini, mogoče celo v Posavju najvišje ležeče, to je PGD Stranje, ki so imeli tisto staro cisterno z nosom, Dojc, mislim, da je bil letnik tam nekje 68-70, in so šli sami po novo cisterno, novejšo, v Nemčijo, enem društvu, ki so prodajali, in ko so pokazali, kaj oni imajo, so društvo dobili potem udar. Plačali samo opremo, avto so jim pa šenkali. Pol se vidi to, da iz tujine vidijo, kako so zagreti, kaj je to prostovoljstvo, nam na nek način lahko sam zavidajo, in to so videli, pa so ga podarili, no. Se pa obnavlja kot podžupan, tudi občinski svet je potrdil proračuna za višja sredstva za zaščito in reševanje, tako da se trudim tudi po tej moči, kolikor lahko, da se ta sredstva višajo, in čez čas bojo obnovljena vsa gasilska društva z novimi vozili za prevoz moštev, z gasilskimi cisternami
in podobnimi orodji, ki so potrebni za zaščito in reševanje. Zdaj, mogoče naši gledalci ne vedo, ne, ampak ravno v Krškem je tudi kandidirala Tamara Vonta, ne, bomo rekli, zdaj zloglasna Tamara Vonta, ne, in verjamem, da bo marsikdo navijal, da dobiš čim boljši rezultat, da tudi Tamara gre iz parlamenta, ne, in mogoče, zakaj si se sploh v prvi vrsti odločil za kandidaturo in zakaj misliš, da Krško res rabi poslanca tudi iz teh vrst, ne Tamare, ampak nekoga drugega, ki bo realno prinesel, verjetno tudi v občino denar, ne. Ne bi komentiral delovanje konkurence, niti Tamare, niti ostalih, bi se osredotočil na svoje poglede, svoje cilje, svojo vizijo. Ljudje me poznajo, da ne odneham kar tako in zato mislim, da bodo prepoznali v meni, da če se nekaj zadam, potem toliko cajta tečnarim, dokler pač to ni narejeno. Zato mislim, da si Krško ali pa celotno Posavje zasluži več, kot ima sedaj. Imamo nuklearni objekt, imamo sedaj skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, nekako trpimo te objekte tukaj in to infrastrukturo, ki je sicer taka, kot mora biti in zaupamo, dobro sobivamo z jedrskim objektom, ampak mislim, da si na ta račun zaslužimo še več, nadstandard nek, že zaradi tega, sploh če pride do gradnje JEK2, da zaradi sploh v današnjih časih, ko je birokracija taka, da jaz po pravici vam ne verjamem, da bi se po to vlado sploh kaj naprej prepravilo. JEK2, ampak tukaj so ceste, tukaj so šole, tukaj je vse ostala kritična infrastruktura, ki mora biti povečana, policija, zdravstveni domovi. Preden se lahko sploh pogovarjamo o JEK2, da ne bo to zadošil nas kot živeče ljudi. Kot občane, ne. Tako. Zdaj pa mogoče kaj pa glede OPPN-jev samih, rekel si, birokracija duši, ne, tudi stvar, kaj se dogaja, ne, kot podžupan verjetno imaš ogromno teh vprašanj, ne, in tudi sama birokracija se v Sloveniji kopiči, ne. Kako to v bistvu urediti in tudi kako vi to čutite v lokalnem okolju? Tako na mene se obračajo veliko občanov, mojih vrstnikov, mlajših, starejših, ki bi radi gradili svoje hiše, ki bi radi gradili poslovne objekte, in moram povedati, da ponavadi jim zmanjka energije in volje, ker so tako dolgotrajni procesi, občinski prostorski načrti, soglasodajalcev je nekaj 10, od ministrstev vseh do raznih direkcij, in to se tako počasi premika, da ne vem, kje se je to zalomilo v Sloveniji, kdaj. V zadnjem času se mi zdi, da res stojimo na mestu. Dejansko ljudi bi gradili, bi vlagali, gospodarstvo bi se vrtelo, država bi imela nekaj od tega, ampak enostavno ne morejo, ne gre. Po drugi strani nam primanjkuje stanovanj, nekaj malega je sicer država dala za en blok, dodatni, ki je bil odprt v Krškem v lanskem letu, ampak to je bilo načrtovano že v prejšnji vladi in zagotovljena sredstva v prejšnji vladi. Gradila so se ta tako imenovana neprofitna stanovanja, katera so za zraven, ampak jaz mislim, da mora biti stanovanja taka, privat investicije, državna shema, ki je bila stanovanjska shema za mlade, ki je bila v prejšnjem mandatu predstavljena, pa je potem ta vlada sedaj izvajanje zakona nekako onemogočila, kjer bi ljudje plačevali najemnino in del te najemnine bi bil že vštet v kupnino in bi enkrat bili lastniki stanovanj po 20 letih ali karkoli, ali 25 let, nekaj časa delaš, potem je pa tvoje, kot pa to neko socialna stanovanja, kot bi rekel po domače, ki ni nikoli nič tvojega, v bistvu nimaš možnosti za rast dolgoročno. Ja, ne, definitivno. Ne. Zdaj, mogoče še tu je pritisk tudi blizu Hrvaške, ne. Zdaj obdavčitve v Sloveniji so gromozanske, ne. Marsikatero podjetje v Sloveniji, jaz prihajam s Štajerskega konca, se že izseljuje iz Maribora ravno na Hrvaško, recimo Perutnina Ptuj je svoj sedež selila v Zagreb, ne. Zdaj, tu se občuti, da ljudje migrirajo bolj na Hrvaško zaradi dela, ali še tu v bistvu ostajajo podjetje v Krškem? Zaenkrat moram reči, ni še tega, so neke težnje, da bi šli sedeže prestavili, tudi eno večje podjetje, ki zaposluje 200 ljudi in ima nadpovprečjem plače, je imelo to težnjo, da se ravno zaradi te birokracije, ker jim dejansko v poslovni coni ni dovoljeno graditi na gradbeni parceli, pa jim ni dovoljeno razne študija na študijo, to soglasje, ono soglasje, da se enostavno ljudem, ki bi tukaj investirali, počasi ne da več s tem ukvarjati in razmišljajo o selitvi na Hrvaško, in potem bojo tudi davke plačevali na Hrvaškem, kar je manj za investicije države, občine in tako naprej. Ja, definitivno, ne. Pa v bistvu intelektual naš odhaja na Hrvaško, ne. Mi smo ljudje naredili, potem pa grejo čez mejo.
Zdaj mogoče zanimiv je bil tudi primer martinovanja, ne, v vaši občini takrat, ne, mislim, da je to bilo kar nacionalna zgodba, ne, ker se martinovanje, mislim, da ni smelo odviti v kulturnem domu, ne, če se prav spomnim, kako je že bilo za te Tako, zgodbe. ja, v Leskovcu pri Krškem, kjer imamo dom krajanov, ki sprejme v požarnem redu 155 ljudi. To martinovanje je tradicionalno že več kot 20 let v Krškem v šoli, v jedilnici, ki je šola bila zgrajena v 70 letih po kopiji Viške šole v Ljubljani, kjer je jedilnica sestavljena tako, da je lahko med vikendi ali med raznimi prazniki kot kulturna dvorana. Tudi tako je bilo zasnovano takrat. In seveda, to smo imeli mi tam, mislim, da je 19 ali 20, je potem odpadlo, bilo odpovedano, na plakate pa je sicer kulturno društvo napisali prepovedano dejansko, ker so se vsi strašili raznih inšpekcij, ki so bile. Dejansko zakon velja, ne, da na območju šolskega okoliša, tudi na dvorišču, parkirišču, igrišču, ni dovoljeno vsebovati alkohola. To ni bila pijanščina po domače, tukaj je bilo kulturno društvo imelo razne skeče, dramsko igro, vmes glasbeni vložki, na koncu je prišel duhovnik, na 2-3 minute blagoslovil vino in potem se je šlo na krajšo pogostitev v en media center zraven šole, v sklopu šole zraven dvorane, kjer se je malo poklepetalo in šlo domov. Ampak to se je potem zaradi nekaterih, tudi takratne ministrice ali takrat je že bivša ministrica, ne, ki je to objavljala po Twitterju. Ja, Stomenova duh, mislim, da tako, ja, se je potem to raje odpovedalo. Je pa problem, ne, za kraje, kot so naši občini, kot je na primer Koprivnica, ne, šolski okoliš je in igrišče, tam vsako leto poteka Koprivniška noč, veliki obisk, večdnevni obisk, tekmovanja in to je edini prostor, edino igrišče, kjer je možno postaviti šotor in narediti veselico, tako kot je pač veselica, ne martinovanje. Ampak tudi tam je prepovedano, ne, po tem zakonu. Se pravi, mislim, da bo treba ta zakon na nek način novelirati, spremeniti, da v času, ko ni pouka, da se na šolskem okolišu lahko tudi družabne prireditve. In isto v Raki, na Raki gor, osnovna šola Raka, isto v šolski prostor, igrišče, ravno tako tam poteka veselica, letos se ga bo obnovilo, tako da bo še lepše. Tako da, ja, je bil kar problem takrat s tem martinovanjem, ampak na žalost. Ja, ne, žalost ne, da nekdo z Ljubljane, ne, potem Stomenova duh tako prihaja z Maribora, ne, originalno z Makedonije, ampak če živi v Maribora, ne, se mi zdi, da je to nerazumsko, ne, da neko lokalno okolje se ta, zdaj rekel, ljubljanska elita, ne, mešuje, kako naj domačini nekaj delajo, pa tako si sam rekel, ne, ni prostora, ne, mislim, čakajte malo za neko veselico, rabiš nek prostor, neko organizacijo, ne, če pa bomo res dušili, pa vse centralizirali v Ljubljani, bo pa to katastrofa, ne. Drži, to prireditev martinovanja po starih in novih šegah vsako leto obišče več kot 350 ljudi, kar je lepo za dvorano, ne. Nimamo take dvorane v kraju, da bi lahko naredili tako drugo prireditev drugje, takšno ali drugačno. Zato smo imeli tam vsa leta in tudi zdaj imamo pomlad prihaja tradicionalno in martinovanje v šoli. Tam je imelo tudi razne organizacije, so prej imeli na šolskem igrišču razne prireditve, ki so sedaj omejene z tem strožjimi pravili, ki so pač tako, kot so. Zdaj pa mogoče še ena tema, ki je izredno pereča, ne, sploh v naši stranki, decentralizacija, ne, se pravi, ven z Ljubljane, ne. Treba je denar tudi decentralizirati, ne, da se vse dogaja v Ljubljani, ne. Mogoče kaj Krško najbolj potrebuje, ne, pa tudi tisto, kar bi mlade nazaj, ne, ker vidimo, da je nek odliv mladih, ne, sploh iz drugih območij, kak je recimo to pri vas, ne. Vse mladi selijo v Ljubljano ali ostajajo v Krškem, je dovolj priložnosti in predvsem tudi, jaz ne poznam tega okraja toliko, so ceste primerne temu, ne, ker na Štajerski avtocesti, kjer sem jaz, je zabasano do amena, ne, če malo polepšam stvar, ne. Zdaj, kaj je tu tisto, ne, kar se more sprostiti, ne, in da naslednja vlada mora investirati in narediti? Drži, ja. Imamo kar nekaj v Krški občini, na območju Krške občine državnih prostorov, ki so prazne. Med temi je CKŽ 55, to je bivša policijska uprava Krško, ki je bila takrat ukinjena. Prazna je, propada. Mislim, da v sklopu decentralizacije bi lahko naredili, da bi del državnih institucij, sploh na primer Agencija Republike Slovenije za jedrsko varnost, ne, oziroma ARAO, in te agencije, ki imajo, in te javne službe, ki imajo v Ljubljani sedeže, predstavljajo Krško in se ne bi Krčani vozili v Ljubljano, ampak bi tukaj ostali. S tem bi zmanjšali tudi avtocestne te razna ministrstva, bi jaz tudi
na dolgi rok preselil po državi, Mhm. naprimer Ministrstvo za kulturo bi dal nekam drugam, ne? In avtomatsko zmanjšaš avtocestnih tale obremenitev avtocestnega križa. Mislim pa, da za Primorko pa Štajerko verjetno druge rešitve kot tretji pas, pa železnice, ukrepitev ne bo. Ja. Ne, pa tako si rekel, ne, tu je energetski sektor, bi mogel imeti v bistvu sedež v Krškem, ne, vseeno tu nuklearna elektrarna ogromno prispevate k temu, ne, da imate nuklearko blizu, ne, in tudi jaz mislim, da bi se tu moglo nekaj tudi za Krško poznati, ne. Seveda, tukaj mi sicer imamo določeno procent oziroma promil od megavatne ure v Krškem zagotovljeno v proračunu, dobimo 10 milijonov evrov. To se pozna nam, da so šole v naravi zastojn, da imajo 6. razredi zastojn letovanje čez poletje. Vsi 6. razredi, ni važno, imajo na voljo, imamo vrtce cenejše. Na ta račun se kar nekaj pozna, da pač imamo nek nadstandard manjši je, ampak mislim, da si zaslužimo več, no. Ja, zdaj pa še mogoče tisto glavno vprašanje, ki vse kandidate vprašam, ne, tudi na moji punci že to vprašanje stoji, ne, 2 meseca še, je naporno, družina podpira in predvsem kje si zdaj med kampanjo, ne, ker jaz vedno rečem, kampanja v SDS je bistveno drugače kot pri drugi stranki, ne, pri nas je vedno nek tempo, to je treba še narediti, to je treba, ne, in predvsem kako se ti sam spopadaš s tem, ne, in tudi tvoja ekipa, ne, ste pripravljeni in širite na zmago. V bistvu ja, pojačan tempo je, drugače sem pa že, odkar sem pač imenovan za podžupana, sem skozi na terenu, med ljudmi sem skozi, poslušam pač, kar mi povejo. Zdaj se pa to samo še malo stopnjuje, da si pa še kako uro več na terenu, še koga več vprašaš, še koga dlje poslušaš, si zapišeš, probaš sprovediti naprej, kako hitrostno oviro, naprimer, ali pa kako drugo stvar, ki je ljudem pomembna v kraju, ne. Jaz pravim, treba je rešitve, rabimo operativne ljudi v državi, ne. Če se operativno nič ne uredi, ne, potem je kar velika napaka, ne. V Ljubljani se birokracija duši, ne, našo, in operativno nič ni speljanega, ne. Saj doben projekt, ki se ga ta vlada zastavlja, ne, razen zvišanje davkov, ni uspel, ne. Tako, to se čuti tudi pri podjetnikih. Mislim, da siva ekonomija narašča. Davek je bil na najem pri stanovanjih 15%, je ta vlada zvišala na 25%, ne. In kdo je to razliko plačal? Ali je plačal najemojemalec, sigurno ne, najemodajalec, ali pa so se odločili, kot slišim večkrat tako, da delajo na črno, ne, zaradi dviga davkov. Se pravi, to so ene stvari, ki jih naša stranka že prej zagovarjala in jih bo tudi naprej, kot imamo v programih za nazaj, nižji davki, pa se potem na nek način več pobere. Ja, pa dosti siva ekonomija, tako si rekel, ne, nekdo dobi prazno stanovanje, ne, pa na koncu reši v kuverti mu dajo, ne, da ne prikaže sploh tistega najema, ne, in siva ekonomija se obrača, ne, zato ker potem pravijo, zakaj bi jaz za države 25%, ne, in to je največji problem, ne. Enako, kaj pa cene stanovanj v Krškem, se kaj dražijo, verjetno imaš podatke tudi? Tako, no, v Krškem trenutno, če greste na nepremičnina.net, ni stanovanja, skoraj ga ni za najem, je nekaj malega, ne. Zdaj obetajo se gradnja 5 novih blokov, pa večstanovanjskih hiš, ki bojo dale skupaj več kot 50 stanovanj zaenkrat. Stoji spet vse zaradi birokracije, ker naša stranka je prej imela v programu in bo imela tudi verjetno vnaprej debirokratizacija, ne. Za vsak nov predpis jih bomo 2-3 ukinili, ne, kot je rekel naš predsednik, da se lahko zadiha, ne pa da preden greš graditi, da te mine do življenja, ne, preden ti postaviš. Imamo ljudi, ki imajo denar, imamo banke, ki so sposobne dati kredite, ljudi bi radi gradili, šli na svoje, mogoče tudi investirali za druge, pa prodali, normalno, vsak rad nekaj zasluži, pa se potem ustavi pri tej birokraciji, ker je vse tako zapleten, da te mine do življenja, po domače povedano, preden se odločiš kaj graditi, ne. Točno tako, ne. Zdaj pa jaz mislim, da smo že pri koncu, ne. Jaz bom rekel, želim ti ogromno sreče, pa tudi, da čeprav ti nisi konkurence, jaz pa lahko ne kandidiram tu, ne. Bom rekel, naj ti uspe, ne, pa da Tamaro Vonta vržeš ven, da nam ne bo minilo do življenja, ne. Tako da, hvala lepa. Hvala enako, tudi tebi srečno na volitvah. Na zmago. Tako.